Želimo kreirati dokument v zadevi, odpremo željeno zadevo. Zdaj, ali bomo to pokazali na zadevi ali na zub zadevi, v obeh primerih je enak postopek. Jaz bom pokazal na navadni zadevi. Torej, odpremo zadevo. In tukaj od spodaj kliknemo na dodaj nov dokument. Tukaj zdaj izberemo eno izmed predlog, ki so nam na voljo. Jaz bom pravkar en dopis iz splošnih predlogov. Tukaj nam ni potrebno nič nekaj spreminjati, če želimo, lahko kliknemo predogled. V tem primeru bomo kar lepo kliknili kreiraj nov dokument. In tako se nam je kreiral nov dokument. Ta nov dokument je že takoj uštevilčen, naslednjo zaporedno številko. Okay. Zakaj je dobro, da se ustvarjajo recimo takšni dopisi iz predloge? Preprostega razloga, ker so določeni podatki že mapirani na samem dokumentu in se povežejo s podatki, ki jih mi vnesemo. Torej, če si tako pogledamo in razdelimo tale zaslon na levo in na desno stran, na levi strani imamo samo vsebino, potem ko imamo na desni strani podatke v tem dokumentu. Tale podatek subjekt, vidimo, se mapira tukajle in ta subjekt dokumenta, točno to je, torej o kom se ta dokument gre. Da opozorim, tale subjekt ne predstavlja tega, ki bo po pošti dobil ta dokument. Torej, naslednji je tip dokumenta, dopis, to lahko spremenimo po želji. Opis, kot smo dejali, tale dopis se mapira tukaj gor in bomo sedaj napisali dopis. Če želimo še kako opombo, jo lahko vpišemo. Zdaj, prav tako lahko nastavimo datum dokumenta. Vkolikor bo tale datum dokumenta prazen, se bo zapolnil s tistim dnem, ko se bo ta dokument zaključil. Trenutno je dokument v stanju v pripravi. Ko se dokument zaključi, se bo ta datum dokumenta zapolnil s trenutnim datumom. Koliko tega ne želim, lahko nastavim samo en datum in se bo ta datum prenesel avtomatsko takole vsem na gor. Ali se bo res? Poglejmo, kliknemo na shrani. Tako, in tukaj ga imamo. Če želimo še kakšen drug podatek urediti, kliknemo na uredi. Kolikor želim urejati levo stran, torej samo vsebino, kliknem na tale svinčnik, uredi vsebino. Tako, sedaj se mi je odprl Word, v katerem lahko poljubno popravljam podatke. Tako, kot smo že prej rekli, določeni podatki so se mapirali, so se avtomatsko vnesli, tako da teh ne popravljam, kot so tale od zgoraj, Ministrstvo za finance, sama številka in datum in prav tako zadeva. Prav tako se je mapiral tale pripravil in prav tako se bo tale vročiti. Zdaj, jaz bi tukaj dodal neko svojo vsebino. To vsebino lahko napišemo na roke, lahko
naredimo copy-paste iz nekega drugega dokumenta po želji. Ko smo končali z dodajanjem vsebine, zaprem dokument, torej ta naš Word, kliknem shrani. Tako. Ko se nam samo okno osveži, se nam tudi prikaže na levi strani. Zdaj, kolikor se ne bi avtomatsko osvežilo, v samem brskalniku imamo refresh. Če bomo kliknili uredi ali shrani, se bo tudi avtomatsko osvežilo. Tako. Sedaj pa lahko še dodatno dopolnimo desno stran. Predvsem tale del. Torej, kolikor sami podpisujemo dokument in uporabljamo tale gumb podpiši sam, podpisnika ne nastavljam. Kolikor imam še potrjevalca, nastavim potrjevalca. Jaz v tem primeru ne bom, jaz bom nastavil samo podpisnika. Ta dokument ne bom sam podpisal, pa ga bom poslal nekomu drugemu v podpis. Takole. Naslednji korak je, kdo bo to pošto, ta dokument prejel po pošti. In sicer kliknemo na dodaj prejemnika. Takole. Avtomatsko nam predlaga subjekt zadeve, ker predvideva, da bomo tudi na Ministrstvo za finance poslali. Vkolikor smo s tem zadovoljni, rečemo, da mi v tem primeru smo, izberemo samo še vrsto pošiljke. Recimo z vrsto pošiljke A, to je navadna pošta. In kliknemo dodaj prejemnika. No, vkolikor pa želimo, da še nekdo dodatno prav tako prejme to pošto, torej da je še en prejemnik, ponovno kliknemo na dodaj prejemnika. No, in v tem primeru pa nisem zadovoljen, da je tukaj Ministrstvo za finance, ampak želim, da je to gospod Janez Novak. Vkolikor samega Janeza Novaka nimamo v šifrantu subjektov, v tem našem tako imenovanem imeniku, lahko kliknem na tale znakec, tale človek, ne jezi se znakec, in ga tudi ročno vpišem. In pod naziv napišem torej ime ali naziv organizacije, torej namesto Janez Novak, Ministrstvo za javno upravo, policijska postaja itd. Naslednji, ki ga izpolnim, je tale poštno številko, torej bomo uporabili 1000 Ljubljana, tam Janez živi. Kolikor želimo, lahko tudi ročni nos. Tukaj imamo že avtomatsko, tukaj pa ročni nos. In pod naslov 1 dodamo tole pač naslov ulice. In kliknemo dodaj. Naslednja, kar še moramo izpolniti, je ponovno vrsta pošiljke in Janez Novak je bo prejel po osebno zob. In kliknemo dodaj prejemnika. Tako. In sedaj se bo po podpisu tega dokumenta, še enkrat, to je zelo pomembno, po podpisu tega dokumenta se bodo kreirale dve izhodne pošte. Ena Ministrstvo za finance, tipa A, in ena Janez Novak, tipa osebna zob. To bomo prikazali tudi v enih naslednjih filmičkov. In sedaj lahko ta dokument pošljemo v podpis našemu izbranemu podpisniku. Kot tudi na zadevi imamo tudi na dokumentu prav tako enake
tele gumbe zgoraj, tako da se ne bom nekaj poglabljal v njih. Še enkrat. Vrsta hrambe, priloge, povezani dokumenti. To ima določene pravice na tem dokumentu, torej kot vidimo, vidi jih lahko 6 oseb, a samo ena lahko kaj naredi na njih. In sicer tale moj uporabnik in sledeče akcije. Naslednje je sledenje, torej kaj se na tem dokumentu dogajalo, kdo je kreiral, spreminjal, dodaja. Prav tako bi se dodal, lahko doda komentar ali pogleda, kakšni so bili kakšni zahtevki. Kot vedno, s temle i-jem se vrnemo na ta osnovni pogled. Tako, in sedaj bom jaz tale moj dokument poslal v podpisovanje. Prav tako lahko ta dokument pošljem nekomu v vednost ali bi ga samo v potrjevanje, v tem primeru bi mogel izbrati potrjevalca ali samo nalogo nekomu. V tem primeru ga pošljem v podpisovanje. Vkolikor želim dodati nek komentar, ki ga bo videl sam podpisnik, ni pa potrebno, in kliknem v podpisovanje. Tako. Sedaj je ta dokument rumeno označen, ker je moj dokument, za katerega je sedaj odgovoren podpisnik, ki ga mora podpisati. Tako vidimo, da se je tudi spremenilo stanje v pripravi se je spremenilo v podpisovanju. Kolikor želim preklicati vmes podpisovanje, kliknem prekliči podpisovanje. To bi pomenilo, da je se ta dokument sedaj vrnil nazaj k meni in je sedaj v stanju v pripravi.